pogledati tudi z lokalno skupnostjo, kaj je moč še narediti z naše strani, seveda, da bi omilili ta hrup, če hočete, na tem področju, ampak razumeti pa je, da je Poček eden od vadbišč, največjih vadbišč in da je seveda kot tak ga je treba uporabljati. Zdaj pa glede aktualnosti Patria, nekaj ste že včeraj v Bruslu povedali, kako točno si predstavljate naprej, da bojo šli postopki oziroma lahko do pravnomočnosti sodbe sploh karkoli narediti glede morebitnega raztrtja pogodbe? Jaz bom počakal pravnomočnost pogodbe. Veste, da sta tako v pogodbi iz septembra leta 2012, iz prve pogodbe iz leta 2006 in potem iz septembra, prekinitve pogodbe iz septembra 2012, obe dve pogodbi vključujeta konkurenčno klauzulo in vkolikor bo sodba pravnomočna, bo seveda tako prva kot druga pogodba nična in od takrat naprej bojo pa stekli postopki ali pogajanja ali kakorkoli o tem bomo sedaj govorili, takrat, ko bomo prišli na to točko. Ampak to pomeni recimo, da mogli drugemu ponudniku dati te možnosti in dejansko posel podpisati nekom drugim. Ste že kaj pravno preučili te zadeve? Pravno še vedno preučujemo, ker gre za mednarodni akt, ampak kljub vsemu veste, da je v tem poslu sta bila dva ponudnika, zato sistemska tehnika ima celo tožbo tudi na tej točki, tako da bo treba seveda počakati pravnomočno sodbe in se potem na osnovi tega odločati, kako in kaj. Ali kompenzacija, ali seveda smo pa vsi vezani še vedno na javne razpise in je treba seveda pogledati tudi legalni del tega postopka. Zdaj nekaj se je vojska privarčevala, pa vse nas so nekaj denarja tudi znižali. Kaj to pomeni za zaposlene v vojski? Kaj pomeni za podaljšanje pogodb, ki se v letošnjem letu iztekajo? Veste, da je z rebalansom proračuna en del sredstev odvzet ali pa zmanjšan, da ne bom politično nekorekten, se pravi, da se sredstva zmanjšujejo, in sredstva je sicer v višini 20 milijonov evrov, da pa je bila izhodišče mojih navodil podrejenim, da seveda to ne sme zadevati zaposlenih, zato tudi v Slovenski vojski, kljub temu, da je načrt zmanjševanja Slovenske vojske do konca leta na 7109 iz 7433, kot je na 1.4. bil stanje, bomo seveda tu znotraj tega fleksibilni in vkolikor bo masa za plače ostala, za večje število vojakov bomo temu prilagodili to zgodbo. To je zadnja zgodba, je seveda, da bi za voljo zmanjšanja finančnih sredstev odpuščali tako vojake kot zaposlene na Ministrstvu za obrambo. Kaj bo upravni del, se bo pač temu prilagodil, tam je pač teže nekako odpustiti ljudi, ker so redno zaposlene, vojska se samo ne podaljša pogodbe. Se pravim, da kar se human resource tiče, ne bomo posegali, smo pa spraskali posod, se pravi, ne samo Slovenske vojske, v celem ministrstvu so nalogo dobili in so jo upravili z odliko, pomeni, da smo našli rezerve in uspeli jeti v te limite, kot jih je predvidel rebalans proračuna. Tale vaja, bom tako rekla, Adriatic Strike je v bistvu v domeni Slovenske vojske Slovenije. Druge države pri tem sodelujejo. Kakšno je to finančno breme za državo? To je bilo že načrtovano. Gre za Adriatic Strike, ki je bil planiran naprej, gre za usmerjevalce ognja. Tu imate 50 predstavnikov tujih vojsk, se pravi vse sosednje vojske, Italija, Madžarska, Hrvaška, Avstrija. Imamo tudi predstavnike Združenih držav Amerike tukaj, tako da gre za taktično usposabljanje Slovenske vojske, ki je bilo načrtovano in je v vseh tudi finančno pokrito. Točno finančno sliko bomo pa seveda posredovali naknadno, če želite vedeti, koliko je stalo to. Ampak je v sklopu treningov in pa vaj, ki jih mora Slovenska vojska tudi narediti. In mi smo zelo ponosni, da smo uspeli pridobiti seveda tudi druge z svojimi sredstvi, kot ste videli, avstrijskimi helikopterji, italijanskimi migi, tako da mi je všeč, da smo speljali tole vajo tudi za voljo naše pripravljenosti doma in pa seveda tudi pripravljenosti naših predstavnikov, ki se udeležujejo misij v tujini. Hvala lepa.